Pozdravljam vse goste, hvala, da ste danes z nami in predajam besedo gospodu Minki Čandru, programskemu direktorju Evropske prestolnice kulture, ki nas bo prijazno pozdravil. Pozdravljeni vsi skupaj. Res sem vesel, da je ta ideja o reviji dokumentarnega filma zaživela. Kar precej je bilo takih idej pred 2 letoma, pa še pred 1 letom, ki so se zdele na pol utopične, pa malo nore in so zaživele. In vesel sem, izjemna otvoritev je že bila polno dvorišče ljudi, večkrat je človek pričakoval odličen film, spol mesta in tudi, koliko zdaj slišim, vse poteka res izjemno. Dokumentaristika si zasluži posebno mesto na slovenskem filmskem zemljevidu. Vemo, kakšni so bili motivi, da ta revija nastane, da pač dobi neko samostojno pozicijo, da ni zgolj del festivala, ki je fokusiran na art filme, torej drugačno produkcijo, kakorkoli obrnemo realno. Pričemer je pa res, da dokumentaristika vse po mojem mnenju postaja vedno bolj aktualna tudi v mednarodnem merilu, verjetno zato, ker nekako obsesivno iščemo resničnost ali pač neko realno sliko sveta. To seveda vsi vemo, ki se ukvarjamo z dokumentaristiko, da nikoli tudi dokumentarni film ne poda čisto realne slike, ker pač preprosto ene vizije realnosti ni. Jaz si predvsem želim, da bo ta zgodba postala tradicionalna. Mislim, da v pravem sodelovanju večjih deležnikov so za to vsi pogoji in da bomo lahko čez 10 let govorili o 10. izdaji revije dokumentarnega, slovenskega dokumentarnega filma. Rad bi se v tej priložnosti zgolj posebej zahvalil tistim, ki so najbolj zaslužni za celotni filmski program EPK-ja, Mihi Černecu, Marini Gunzi in Vladu Škafarju, pa seveda za to zgodbo, pa seveda je tisti glavni motor Maja in vsem grejo res čestitke vam, pa želim, da boste imeli lep klepet, pa tudi kasneje lep večer v Mariboru. Hvala. Za začetek lahko pogovorov pa bom predala besedo gospe Jeli Strgen, ki bo nekako usmerjala današnji pogovor. Hvala lepa, Maja. Dobar večer vsem. Jaz bom poskušala dejansko koordinirati tale pogovor. Imamo same zanimive goste in nedvomno se nam obeta tudi zanimiv pogovor. Veseli me, da je ta program zadev temo dokumentarnega filma. Namreč dokumentarna produkcija je dejansko iz leta v leto večja, bogatejša in bolj zanimiva. K temu seveda prispeva razvoj tehnologije, k temu prispeva seveda lažji pogoji za ustvarjanje dokumentarnih filmov, vsaj v tistem prvem snemalnem delu, in izkazalo se je tudi letos pri pripravi festivala slovenskega filma, da je bilo absolutno nemogoče narediti neko zelo fair selekcijo, zato ker je bilo prijav ogromno. Bilo je kar 70 prijavljenih dokumentarnih filmov slovenskih, od nekaj več kot 140 prijavljenih filmov, tako da smo tudi mi ugotovili, da je bilo potrebno ustanoviti posebno sekcijo dokumentarnega filma, tako da z strani Slovenskega filmskega centra, ki letos organizira ta festival, je bil to majhen prispevek k dvigu ravni dokumentarne filmske kulture v Sloveniji. Tako da sem se tudi z veseljem odzvala po vabilu Maje in upam, da bomo tudi z nocojšnjim pogovorom zanimanje oziroma tudi vednost o dokumentarnem filmu, o pogojih financiranja dokumentarnega filma in v samih mogoče malo manj atraktivnih, pa zato toliko bolj nujnih produkcijskih postopkih izvedeli kaj več. Zato so danes z nami Joško Rutar, direktor Slovenskega filmskega centra, gospa Hanka Kastelicova, ki je zastopnica za jugovzhodno regijo, mislim, da se tako imenuje, pri HBO, pri televiziji HBO, gospod Boštjan Virc, producent in njegov brat tudi znam. Pardon, Nečak, ja, kako dobro zgledata.
koga pozabila. Zelo starejši Konfirmat. Ja, veš. Izgledaš izkustno. Torej, Žiga Virc, ki se ga spomnite kot režiserja Trste naš. In pa gospod Jurišič, Siniša, tudi producent, ki je ustanovil produkcijsko hišo Nukleus film. Sicer ima on tudi najdaljši naziv funkcij, tako da samo mogoče najpomembnejše. Bil je programski urednik na radio-televiziji, kot sem rekla, je producent, je tudi dramski igralec, če se ne motim. Kaj še? Skratka, filmar na vseh nivojih in tudi novinar. Jaz sem pa, kaj sem pa jaz? Zdaj trenutno sem pa selektorica festivala slovenskega filma in pa predstavnica Slovenije v upravnem odboru Evropskega sklada za koprodukcije Eurimaž. Glede na to, da se moramo odločiti za nek način, kako voditi ta pogovor, bi jaz šla oddelek proti desni. Rečeno mi je bilo, da ste tukaj v glavnem filmarji, tisti, ki vas zanima, kako pristopiti k ustvarjanju filma. Zato bi jaz povabila kar takoj gospoda Rutarja, da nam pove pravzaprav, kakšne so možnosti na Slovenskem filmskem centru, kako na Slovenskem filmskem centru razvijamo in pripomoremo k razvoju produkcije dokumentarnega filma. Hvala, Jelka. Tam sem. V bistvu, za nastankom Slovenskega filmskega centra, oziroma zdaj smo mi tudi v letošnjem letu prevzemamo tudi vlogo izvajalca in izvrševalca tako imenovanega razpisa za AV vsebine, ki je do letos potekal pod okriljem Ministrstva za kulturo in ki je v bistvu tudi, mislim, da povečal in tudi kvalitetno okrepil ravno dokumentarno produkcijo. Zdaj v bistvu, da bom malo ekskluziven, bi povedal, da najverjetneje razpis za letošnje leto prihaja v Londonsko leto, se pravi soboto, pregled naše spletne strani in pa do en mesec, tako da do nekaj v glavi lahko že razmišlja o tega, kako je kaj, boje pač objavljen prihodnji teden, bomo pa v bistvu principa prijav kaj dosti spremenijo preteklih let. Slovenski filmski center skratka ima dve nalogi, eno je ima več nalog, ampak z produkcijskega vidika ima nalogi podpira tako audiovizualna dela, ki so primarno namenjena pač prezentiranju v televizijskih medijih, poleg tega pa ima tudi naša naloga, da je podpisno klasične kinematografske, se pravi bolj ambiciozne na nek način oziroma kreativno bolj močne projekte, ki pa se lahko prijavljajo tudi na naše klasične razpise za kinematografsko produkcijo. Jaz sam skozi svoje preteklo delo sem pač kljub med filmsko in dokumentarno produkcijo, tako da sem pač izkusil oba pola, recimo te produkcije, tudi eksperimentalno. In pač ugotavljam, da je pač dokumentarni del ena zelo zanimiva zgodba, ki je pač
distribucijsko zanimiva, predvsem zaradi tega, ker se ti vedno nekaj novo odpira, ker ne moreš neke zgodbe fiksirati, ampak z vsakim intervjujem, z vsakim pogovorom, z vsakim posnetim faktom, pač nekaj novega in se ti razorja širijo. Ker pa pač to ni tema, moja želja je, da pač slovensko dokumentaristiko v lepem času da poskusimo, oziroma probamo pripraviti naše avtorje, da začnejo razmišljati bolj ambicioznih, bolj evropskih, bolj mednarodnih zgodbah, ker dosti produkcij, ki so bazirane pač v tej skupnosti, v tem nukleusu Slovenije, tako da v bistvu smo odprti do takih zgodb, ki imajo nek mednarodni potencial, ki so potencialno tudi zanimive ne samo za pač naš klasični domač odkaž, če lahko rečemo, da pač tudi zgodbe, dokumentarne zgodbe, uspešne zgodbe, zanimive zgodbe iz Slovenije prenesemo oziroma pokažemo tudi tujim gledalcem, pa tujemu občinstvu in v tej smeri pač bomo tudi nekako probali selekcijo delati, se pravi, da bomo ne samo klasične, recimo temu nacionalne zgodbe, ampak bomo probali najti kakšno zgodbo, ki bo zanimiva tudi, se pravi, predstaviti zanimive ljudi, pojaviti tako že, ki so v Sloveniji, ki so zanimivi za evropske tržišče oziroma za evropske Mogoče zaenkrat samo da navežem, da bi še potem kaj povedal Nuško, ker največji producent dokumentarnega filma v Sloveniji pa vendarle RTV oziroma Televizija Slovenija seveda in prisotnost gospe Hanke Kastelico je tukaj tako dragocena tudi zaradi njenih bogatih izkušenj kot urednice, kot pravzaprav ene izmed najbolj aktivnih članic uredništva za dokumentarni program na televiziji. Mogoče za začetek, kako zdaj, ko imate neko novo izkušnjo, seveda veliko večje, veliko bolj zmogljive televizije, ali sedaj morda bi lahko povedali, kako se vam zdi, kako zdaj ocenjujete vlogo televizije pri produkciji, pri ustvarjanju nekega kreativnega prostora na tem področju v Sloveniji? Jaz sem zdaj zadnje 3 mesece v novi službi, kjer skrbim za dokumentarni program, ene v jugovzhodnem, v bistvu pa celem našem tem področju HBO Europe, kar je področje od Poljske, Češke, Slovaške, Mačarske, celega Nova Evropa, plus Holandija in ta izkušnja iz Slovenije zame, seveda, del mojega srca še ne bilo sam na RTV, to moram priznati. Sem letem delala 27 let in je ta izkušnja zame zelo dragocena tudi na tem mestu, kjer delujem zdaj. Pač sem te izkušnje, ki lahko tle uporabljam, nabrala tudi v Sloveniji in potem delo dejavnost. Vedno sem si nekako želela že na RTV-ju, da bi delali širše, da ne bi delali samo za to mečkano področje Slovenije, mogoče to, ker sem sama v Sloveniji tujka, ampak se mi je zdelo tako nekako logično, če se pogovarjamo vsaj z deželami, ki so nam blizu, s katerimi delimo skupno zgodovino. Iz tega vidika me je nekako usoda pripeljala tam, kjer bom to lahko počela in kjer to že počnem. Zdaj, Jožko je že nekaj omenil o tem, kako je treba delati bolj evropske filme.
Mi imamo zdaj kot HBO produkcijo v glavnem v 4 državah, ko so naši, ker so pač tam največji delež naročnikov, ker HBO je pač televizija, ki se financira iz naročnine, oddaja tudi v Sloveniji. In zaenkrat produciramo po 3 dokumentarne celovečerne filme letno na Poljskem, na Češkem in v Romuniji, na Mačarskem, na Poljskem, pa pravzaprav 4 do 5 dokumentarnih filmov, ker je to naše najmočnejše tržišče. In v vseh teh deželah, mogoče zaradi naše tradicije, mogoče zaradi naše zgodovine, se zelo soočamo s tem, kar sem v bistvu tudi tle že se soočala, in to je to, da je ena velika umetnost pripovedovati dokumentarni film na tak način, da ga bodo razumeli širše, da bo potegnil širšo publiko. Zame univerzalnost dokumentarnega filma, to ne pomeni, da ta film ne more biti o neki lokalni zgodbi. Nasprotno, je zelo fajn, če je zgodba lokalna, ampak mislim, da pri tem kot usvojalci moramo razmišljati, kako bomo to zgodbo približali tudi nekomu, ki o nekim tem mikro vesolju, ki ga prikazujemo, ne ve popolnoma nič in je mogoče iz drugega dela Evrope. Mislim, da pred nami vsemi, ki se ukvarjamo z dokumentarnim filmom, je to eden glavnih izzivov, kako v današnjem času delati filme, ne več samo slovenske, mačarske, poljske, ampak delati filme evropske. Torej, pravzaprav toliko bolj mačarske, poljske, tudi slovenske, ampak z zavedanjem, da je treba vzpostaviti komunikacijo z gledalcem na ta način, da bo dobil potrebno informacijo. In da istočasno, ko to naredimo, ti filmi v teh državah nastanka niso za te naše gledalce v teh državah banalne ali pa preveč razlagajoče. In tle mislim, da jaz lahko predam bolj tako naprej. Se mi zdi, da imamo tako vajno zvezo z Boštjanom. Že na RTV-ju smo nekako začeli sodelovanje. Mislim, da pot k Boštjan s svojim filmom in Žigatovim Houston, we have a problem, to pot, da se te naše zgodbe prelijo skozi neke mednarodne sodelovanja, mednarodne delavnice, kjer k tem filmom pove še kdo drug, zelo pomaga ne samo tej neki štartni točki in temu, da potem se o tem filmu že ve in ga ljudje že čakajo. Ampak predvsem mislim, da to zelo veliko pomaga tudi samim avtorjem pri tem iskanju prave poti, kako zgodbo povedati. In o tem bo zagotovo Boštjan več. Mogoče bi bilo fino povedati vašo pot skozi prijavo na ta mednarodni sklad, medija, ker ravno zvolno seveda se strinjam z tezo Hankino, da dejansko sodelovanje oziroma ta ambicija pridobiti nova sredstva tudi na evropskih mednarodnih skladih pomeni pravzaprav nadgradnjo samega projekta, ker skozi to pot, skozi sodelovanje, udeleževanje delavnic, raznih scenarističnih delavnic, razvojnih projektov oziroma razvojnih udeleževanja, razvojnih natečajev, pomeni tudi seveda, da ti svoj projekt nekako daš na voljo kritičnim očem drugih. In to je samo dobro. To ne pomeni samo, da pridobiš nova sredstva, ampak najbolj ti svoj projekt vidiš tudi nekako bolj kontekstno. Ja, zdaj mogoče, jaz bi se internacionalni vidik probal malo širšo pisati, tukaj sem 2 leti nazaj vrniti, recimo Žiga bo poskušen avtor pri tem našem novem filmu in to izkušnjo pred 2 leti, ko si v Trsti je naša na nek način lokalna zgodba, ampak je bila širše prepoznana in tudi študentski film nominiran za Oscarja in to je verjetno, mislim, za Mrskovar bi se postavljali točke, mi smo potem tukaj kot družinska firma nekako skupaj, čeprav si mislim, da bo Žiga šlo pol leta, ga ne bo več, ampak smo nekako našli ta skupen jezik in potem ta Houston je Have a Problem, pravzaprav
to neko podobno paralelo, da gre neko zgodbo, ki izvira iz lokalnega prostora, ampak ima univerzalnost. In zdaj ta vdih povezan z realno produkcijo in ta nek timeline je šel kar po šolsko, če može čist parih besedah povem, prva stvar je bilo za dokumentaristiko, je kar nekaj teh šol oziroma workshopov na evropskem nivoju razpisanih. Mi smo se pripeljali kot edini vzhodnoevropski projekt, bili 70 leti na dokumenčni kampus Master School, program, ki je docini že pač v prejšnjih letih šel skozi to. Potem se je zgodilo, to je bilo pred, mislim, da v novembru, potem se je zgodilo, se pravi, že to je tak prvi filter prepoznava nekim evropskim projekt zanimivo, ne? Potem je bila druga, recimo rečemo, da je projekt potrdila publika, smo njih preliminarni trailer lansirali. V parih dneh je bilo 850,000 ogledov, medijskih počasno. In to ne samo slovensko, kako bi tudi dali to statistiko dejansko, in bile so od skandinavskih držav, Amerika in tako naprej. To je en drugi filter, no potem to dosti pošolsko, bila naslednja faza, ki je že Hanka minila, ki je že Hanka na RTV-ju. V bistvu RTV prepoznala kot nacionalni, ta public broadcaster, dobro, ni zanimljiv kakšno možek, vendar je bil več kot samo simboličen, pravi da to spet nek push dalje v tej fazi, smo mi hitro videli, da moramo širše, je prišel Siniša kot v bistvu hrvaški partner v to, spet nek nov pogled, ki nam tudi ni pač vedno všeč, ampak pač. Ja, dialog je še. To je različno v bistvu potem je še kar malo prišel do Siniša nemški partner, to je seveda ta. Potem je bila pa ta naslednja faza razpis evropskih medijev. Zdaj, ko si ti že dobil te neke feedbacke, se pravi, prijavi za medijo. No, ampak pri tej zgodbi je nekaj pomembno, kar so omenila prej sredstvo programiza. Pomembno je to, da je treba zagotoviti prvo nacionalna sredstva. No, to sem pač mislil reči. Jaz verjamem, da tukaj med vami veliko mladih filmarjev, ki enostavno čisto praktično poslušate, se pravi, sami imate neke ambicije, zato mislim, da je dobro podati. To sem pač mislil, se pravi, skozi je ta ping-pong tega mednarodnega. Se pravi, če bi ta razpis medija, v katerem smo Sabina bolj te faktografske, med 3-mestno cifro, realnih gledov smo bili šesti. Ste bili šesti, prijavljeni je bilo 150, no. 31 je bilo izbrano. Ampak recimo tisto, kar pač šteje, so zdaj pa, se pravi, nikoli nimaš enega zadostnega pogoma, imaš celo nujnih. In vsi ti nujni so bili od prisotnosti TV Slovenije nazaj, da to zdaj pač Jožko, ko smo pogledali, kako ćemo se že zapeljati, šteje tudi to, da je bilo mednarodno, ne nazaj, da tudi recimo, če imaš ti bolj izkušenega co-producenta, rekord tega, co-producenta spet se to zdaj ti vrne na ta nacionalni nivo, kjer pa spet upamo, da bo pač razpis zunaj, da bo komisija prepoznala tako zanimivo, in ta ping-pong skozi, da možemo, da zaključimo na tej točki. Če hočeš delati v tujini, moraš imeti najprej neko osnovo doma. Če te osnove doma nimaš, če pa tega doma nimaš, pomeni, da moraš pač prepustiti cel projekt nekim tujim koproducentom, kar sicer ne moče ni izvedeno slabo, ampak dejansko to več ni kot tem slovenski projekt, ampak mislim, to bi znamo za slovensko produkcijo, pa ne? Pač, to so diskutovine, samo hočem pač reči, ni dovolj biti doma gledati, doma delati, in ni dovolj sem reči, ja, doma je zdaj za 5 razvijati, ta ping-pong mora biti. Nažalost, v vseh teh naših državah, recimo, kjer mi delujemo, jaz vidim, da ta problem, ki je tudi v Sloveniji, da nekako včasih zagotoviti to podporo primarno iz domačega okolja je včasih najtežje. Ni? Ne. Ja, mislim, naprej. Nismo uspeli promijeniti stvari, nismo uspeli stvarno promijeniti stvari, nismo uspeli nadelati. Zdaj izkušnjo za Halcom. Nismo uspeli promijeniti stvari toliko, da recimo sad na Halcu, če je osnova posebno bil fonda za feature documentary. Znači, da sad je dokumentarac ulazio nekakav pot. Jaz se ispričavam, ja ću pričati na hrvatskom jer sam ja
Ampak to problem. Novi Slovenec. Znači, mi smo zadnje 2-3 godine stvarno intenzivno radili sa ljudima iz Harca. I to je nekakva mala grupa producenata okupljeni oko grupa udruge producenata koji su baš konstantno smo u kontaktu sa Harcom bili. I stvarno mi smo njih filali, jer na neki način oni su institucija uvijek treba filati, jer mi smo kao manji pa se možemo bolje tući. Mi smo ih stalno filali sa informacijama i to je stvarno nekako rezultiralo time da mi smo sad za jedan od naših dokumentaraca dobili 90.000 € što je u Hrvatskoj i na cijelom Balkanu, na kojem je nekakav prosječan budžet dokumentarca 20.000, 30, tako ovako super. No, znači, stvari su se Znači, stvari su se počele na neki način pomicati, ali mislim da je to krenulo ovo što Boštjan kaže, iznutra. A što se tiče, recimo, mog međunarodnog iskustva, meni je baš bilo obrnuto. Ja sam prvo našao novac vani i onda su me priznali u Hrvatskoj. Jer ja sam u jednom trenutku imao doslovno situaciju gdje sam isbudžetirao kompletno film, imao sam premijeru na ITFI i doslovno sam pustio vijest da je bilo objaviti kao film sa Grenlandom. Ampak kako sem jaz rekla, da teče doma tudi tako razume včasih. In je zelo dobro, jaz pa, ko sedim včasih v teh napičenih, vem, kako se potem komičnih editorji pogovarjajo. Zakaj pa oni nimajo od doma nič? To vprašanje se zelo hitro pojavlja. Torej, pri vseh mednarodnih skladih, če lahko samo to skočim, je v bistvu to, da so nacionalna sredstva zagotovljena. Tako pri mediji, v resnici, čeprav je bilo pri nas mogoče prezentirano mačkanje posebno, kot pri Eurimažu, je pravzaprav vsa ta mednarodna sofinanciranja so nadgradnja v bistvu. Sploh Eurimaž, ki je v bistvu tako imenovani gap financing, se pravi tisto, kar ti na koncu manjka, dobiš iz tega sveta Evrope, oziroma sklada sveta Evrope. Pri mediji je pa malo drugače, ker so to sredstva za razvoj. Če sem jaz tem preveč pedagoška, me lepo prosim ustavite, ker mi je bilo dano vedeti, da ste tukaj mladi filmari. Ampak se mi zdi fino, da to tukaj izveste čisto praktičnega. Jasno ne govorim tega Maj, ki je že najbolj izkušala tukaj dokumentaristka, ampak vam, ki ste vse videti zelo mladi in zelo nadobudni. Skratka, medija pa dodeljuje sredstva za razvoj projekta. Tako da tukaj ni tako blazno pomembno, da ima že 100% zagarantirano finančno konstrukcijo, ampak se finančna konstrukcija pravzaprav šele dograduje v tej fazi. Medija je malo kompliciranje, možda naložimo to. Znači, medija daje novac za 3 nekakve faze, daje za development, daje za pokrivanje financijskih troškova koje imate što se tiče banka i tako dalje, i daje za broadcasting koji je zapravo za produkciju. Ali ono što je užasno opet bitno je, medija daje samo 50% sredstava. Znači, mi smo sad dobili na mediji 25.000, ali to je samo 50% budžeta razvoja Houston We Have a Problem. Drugih 50% Boštjan i Studio Virc mora naći u Sloveniji. I oni moraju podastriti dokaz da su drugi 25.000 za razvoj našli u Sloveniji. Tako da sve s partneri. Mi smo recimo, če možda sem na te točke, sem spet kočovski primer, s 7.000 je že šla v to RTV, 7.000 smo dobili preko tega dokumenčnega kampusa, 7.000 direktno do rodine za razvoj, tako da zdaj manjka še teh 11.000, ki v najslabšem bo pač nek skupni producentski vložek v to, ampak ja, je pa čisto drugo, če to zlagaš na kup iz različnih. Ali recimo kod nas je situacija da je medija matching fund. Znači, ako ja dobijem na mediji, onda dobivam i u Hrvatskoj, automatski. Nema... To je bilo tudi v Sloveniji, ja. Ampak vse pri nas je tudi v bistvu na Slovenskem filmskem centru, če se pač projekt, ki ima medija sredstva prijavi na razvoj, je na to, kako so pravilniki sestavljeni,
so tukaj 3 taki projekti, se pravi, ti projekti gre avtomatično financirati. Bomo za besedo. To je zapisano, je treba za besedo držati. V bistvu, tako da to... Če to piš vedno, vstaja prednost točka, da je sploh ne mogoče, da ne bi denarja. Jaz sem vam namerno izprovociral, da človek sad pred zvedovcem. Tako da to ni, v bistvu. Kuškak smo to legalno izvelo mi rekel, kao još 11 cilja da fali, a ja postavim pitanje i ti se odmah otkriješ. No, prediram to, da imate zdaj evropski projekt, evropsko koprodukcijo, ki je zdaj, so 3 države koproducentke, se lahko uporabite pa tudi na Eurimaš. To je pa zdaj tisto, kar sem jaz hotela dodati. Pač na koncu, ko je zadeva zapakirana, ko je razvojnimo, ko finančna konstrukcija 85% stoji, potem pa greš in se lahko prijaviš še za sredstva Evropskega sklada Eurimaš, kar pomeni, da imaš pravico do dodatnih 17% budžeta. Se pravi, moraš vsaj enega koproducenta, se pravi, da je to bilateralna koprodukcija in potem je osnovni pogoj, da je večinski koproducent udeležen z največ 80%, manjšinski pa z najmanj 20%. Če pa je primer 3 koprodukcijskih držav, se pravi, tako kot v tem primeru, pa so razporeditve 70% in najmanj 15% koprodukcijska manjšinska država. Skratka, so različne variante potem, kako se ti procenti razdelijo, ampak v resnici je potem zelo lahko, če imaš dobro pripravljen projekt, dobiti neka dodatna sredstva, ki ti pravzaprav omogoča, da nadgradiš produkcijo na en višji nivo, z dodatnimi sredstvi. S tem, da bi se moče samo pomenil, da je pa še en ful, če si moja osebna izkušnja govorim, en zelo pomemben vidik pri vsem tem je to, da ti moraš neko prvo fazo financirati sam. Se pravi, ti moraš imeti ali neko, naša primer je pač neko komercialna produkcija, ki nam zagotavlja, ali je poslovno toliko močen, da dobiš nekaj bančni kredit. Skratka, tle jaz mislim, da je to ta vstopna stopnica, pa tisto, kar je pa po mojem strašansko velika selekcija in tukaj mislim, da je pa še ni ene prave rešitve, pač to imamo ta model komercialne produkcije, Siniša recimo ima že to kilometrino mogoče lahko ko ima več projektov v različnih fazah, potem to nekako pokrije. Iskreno, ko si pa ne predstavlja, da pa recimo mi ne bi imeli konkretno tega backupa, mislim, ni backup, ta push od zadnje pote, kako lahko nek producent, ki ide iz faksa, recimo, ki ima dobro idejo, kako lahko preživi eno leto, hoje po vseh pitchingih, hoje počne na neke workshope in za neko čisto normalno. Tako da to je pa en moment, ki pa mislim, da mogoče zdaj malo spržen, če ima kdo od vas kakršno bolj pametno rešitev za to. Še mlad producent, ki da bi povedal svoje izkušnje. Jaz bi mogoče malo dodal tega mednarodnega, v bistvu, kar je Jelka razlagala o Eurimažu. Eurimaž se zadnji več ali manj fond, ki podpira v Ukrajini igrane filme. Medtem ko pač I dokumentarce, ako ih radi Lars von Trier. Dokumentaristi so razvili mogoče bolj inovativne načine financiranja produkcije. Siniša je že omenil media broadcasting, ki je eden od sistemov, kjer pač ti moraš imeti najmanj zagotovilo 6 držav, boljše pa 9 televizije, recimo, da pač ti bojo na 6 minimalno 6 jezikovnih področjih, da ti bojo pač prikazali film. Tukaj so pač vloge
tako imenovanih commissioning editorjev, kar tudi Hanka je izredno pomembno. Tako da v bistvu na mednarodnih dokumentarnih pičih niso glavni playeri producenti, tako kar so recimo na igranem programu, ampak so glavni playeri, pa moraš biti ti zelo dober, pa prepričati tako imenovane urednike, ker ti uredniki imajo blazno veliko moč, kar jaz poznam sistem in lahko projekt dobesedno ali dvignejo v nebo, ali pa ga pokopljajo v trenutku in to z dvemi stavki v bistvu na teh velikih predstavitvah projektov. In če pa pač določeni ljudje, ki imajo to moč in to reputacijo, rečejo, to pa je super, bolj to ni problema. In se projekti zapirajo doskrat za pre-sale pač pred prodajami, da prevedem raznim nacionalnim televizijam, ti kreativni dokumentarci. In če ti zbereš 5-6 televizij, kjer ti vstopi, ne vem, BBC ali pa ILE, finska televizija ima recimo nacionalno blazno veliko reputacijo med tudi če je finska mehna država, ampak če oni rečejo, da projekt je nam všeč, že vsi ostali zastrižejo z ušesi in je to dost lažje zapret, ker pač prodaš 5 držav, en ti da 5,000, en ti da 3,000, en ti da 10,000 in na koncu prideš ti za prodajami, ne vem, na nekih 50,000 pred prodajami, 50,000, če ti še neko razvojni denar dobiš, nek domač denar dobiš, sestaviš ti produkcijski budžet, mogoče z media broadcastingom sestaviš ti produkcijski budžet od 100 do 150,000 in je to že za en dokumentarc super, Čeprav to zveni tako zelo... Zelo teoretično. A mi navedeš en slovenski dokumentarec, ki je na ta način? Nobeden. Ker pač ni nobeden tudi te zgodbe. Smo šličesti zgodbe, različni, ampak... Babice revolucije. Babice revolucije so bile same sproducirane. Da, ali so imali novac izvana. Ja, ampak kasneje prihajal ta denar. Še preden so bile sproducirane. Ali so pričali, predstavljali so film vani in novac je dolazil. Čist na koncu. Babice revolucije čist na koncu. Dobro, novac je vani, o tem detalju preže. Da se da vsem, ampak je potrebno seveda prvo dati je bil denar od zoni. So, v bistvu, mene zanima, kaj lahko en avtor naredi, da pride do nekega do take podpore. Kakva je pot? To sem jaz. To so vsem modeli, ki smo zdaj govorili. Sicer je to vse teorija. Kako začeti? Moraš zelo iskati prvo neko Mislim, da prvo moraš naći još jednog manijaka koji se zove producent. Dobro. Koji ćeš prodati svoju ideju i prodati svoju energiju i prodati to što hoćeš napraviti. Dobro. Jer tvoj posao kao autora je da napraviš super film. A posao producenta je da tebi osigura što bolje uvjeti za taj film. I ono što u nekim razgovorima sa Joškom se shvatio, što je njegova intencija u Sloveniji je da počne proizvoditi mlade producente. Jer za ići na takva mjesta i tući se sa tim nekim velikim igračima, možeš imati beskrajnu upornost, beskrajnu energiju i dobit ćeš 100 puta šaku u glavu, ali se možeš svaki put podignuti, pobrisati krv i reći da imaš jednu. Znači, to da smo fantastični autori, super smo reditelji, super smo glumci, to je sve super, ali moramo se nekako, ja mislim, naučiti su funkcionirati kao tim. Jer ja mislim da ja kao producent mogu autoru donijeti nešto dobro, isto kao što će autor meni donijeti nekakav fenomenalan film. On će se na kraju slikat, a ja ću nadam se zaraditi novac. Ili bar ne bankrute. Da. No sam je bilo še recimo en moment, ki mogoče za razumevanje dosta pomemben. Pravi smo nekako še to, ali imaš financiranje dokumentarce nekih javnih oblik, filmski center, razpisi podobno, in pač broadcasteri kot drug posl. Pri broadcasterju je
obstaja ena specifika, mislim, da je Hank ti, ki več poveš, ne, da ta druga oblika pa nimaš toliko prostih rok, kot jih imaš pri prvem, in to je verjetno za marsikakšnega avtorja še kar problem, ki si se zihra že tudi srečala s takimi avtorji. Ja, jaz mislim, da v Sloveniji nasploh zelo slabo razvito to, da urednik sodeluje pri končni obliki, od Ravkata. Vsaj recimo, zakaj sem jaz krenila neko drugo pot, ker sem delala kot režiser. Jaz sem pogrešala nek dialog, ker moje delo je bilo zelo tako nekako nekaj predlagaš, nekaj posnameš, nekaj narediš, nekdo pride enkrat kine, ni noben. Ampak to je značilnost to hišno produkcijo, ne? Ker zdaj ima televizija vendar še eno možnost, prav, da razpisuje tudi sredstva preko javnega razpisa, ne? To je zdaj ta novost, mogoče bi bilo tudi dobro, da sem pozori na njo in verjetno, ne, da tle pa še manj dialoga z urednikom, kako to potem v praksi. Mi smo se recimo zelo, zato da je tudi na televiziji nastal razvojni oddelek, ker smo rekli nekje nek dialog že v začetku nekega projekta in nek support mora obstajati. Jaz upam, da bo ta oddelek v vseh teh burnih trenutkih, ki so zdaj pač na RTV, da bo to ostalo in da bojo delali naprej, ker se mi zdi, da razvoj je za dokumentarni film ena najbolj pomembnih delov, Ja, to je bistvena razlika med dokumentarnim pa celovečernim in igranim filmom, ne? Da je pa razvoj tisti srednji del v nastajanju filma, ne? Da se v razvoju pravzaprav vse že zgodi. Ne? V bistvu ni to, jaz mislim, da pri dokumentarnem, to je moje osebno mnenje, ne? Pri dokumentarnem filmu napram, če ga primerjamo z igranim filmom. Igrani film se dolgo časa planira in se ga časovno koncentrira snemanje v en krog. Medtem ko dokumentarni film pa omogoča to svobodo avtorjev, da če ima eno idejo, če nekaj razvija in z digitalno produkcijo, da lahko gre do enega človeka, enega posname, tam pove, mu odpre novo zgodbo, gre drugo in film nastaja dalj časa in se gradi in je treba imeti čas in praktično ne govorimo klasično o razvoju, saj jaz na osebno vidim razvoj dokumentarca, tako da najprej ti pišeš idejo pa scenarij. Ne? Jaz mislim, da razvoj dokumentarca je praktično povezan z produkcijo. Ti lahko že kar snemaš in hkrati z tem posnetim materialom tudi niso toliko striktni pri tem, vsi, ki financirajo, niso toliko striktni pri tem, da v bistvu ti dajo denar samo na neki zgodbi, ki jo ti na papirju prineseš. Jaz osebno izredno cenim, tudi če pride k nam na razpis prijavljen dokumentarc, da je priloženo že slikovno nek video material, se pravi, da vidim, ker praktično vsi mi, ki financiramo, pa se ukvarjamo s filmom, imamo eno prekletstvo, da ocenjujemo projekte, ki so napisani na papirju, ukvarjamo se pa z vizualnimi vsebinami. In v bistvu vsi avtori se morajo vsaj pri igranem filmu prilagoditi na to, da morajo pač obesediti en scenarij in bolj so pač ti bralci in ocenjevalci prisiljeni v to, da si to, kar berejo, vizualizirati. Medtem ko dokumentaristika pa ima to prednost, da če pripravijo in prijavijo projekt, lahko poleg nekega koncepta, na podlagi česar obstaja dokumentarni film, komisiji predložijo tudi en DVD, kjer je že 5, 10, 15 minut ekstrakta, ki ga lahko ti praktično, če imaš projekt in ga razvijaš, pogledaš in si tudi sliko čist drugačno stvariš. In to je ta prednost, ki bi jo mogli vsi avtori. Prednost in prkost. Ja. Zaradi tega, ker ti moraš to produkcijo iz nečesa tudi sfinancirati. Je pa absolutno res, da danes za kakva večja financiranja ne vem za primer, da bi se nekje odločil kdorkoli financirati
slikovno gradivo, kjer ti že vidiš stil. V bistvu že vizualni trik. Ja, zaradi tega, ker v bistvu scenarij, pri dokumentarnem filmu, o tem se sploh ne pogovarjamo, čeprav recimo na RTV-ju. Ne bi se složil s tem. Njemačka, Avstrija, oni morajo predati na svoj fond po 50-60 stran scenarija. Scenarije ti točno morajo opisati, šta se v kojem kadru. Jaz govorim v teh državah, recimo HBO, tam sem gledala za vsa leta produkcije nazaj enega scenarija. To je ameriška firma. Dobro, ali HBO ima isto skriptiranje. To je razlika med Evropsko in Ameriko. HBO ima potpuno skriptirane filmove, koje izgledajo. Ne, i dokumentacije. Govorimo o ameriških. Ne, ovo što ja sam gledao neke što su radili Poljaci. Mene spomeneš mirne, tlele. Prvo skriptirane. Ja. Vprašanje imamo. Iz občinstva. Jaz bi se malo pustila debato. 24 let mislim, da sem zdaj že nekak dokumentaristka. Katere probleme jaz vidim tukaj že leta, tudi do zdaj. Prvič, na televiziji, zdaj imamo takole, imamo AV, pa imamo SVC. Torej, kakšne vsebine prijavljamo na AV, rečeno je vedno, da lahko samo tiste, ki imajo prikazovanje, torej rabiš, da bo film nekaj prikazan. In tukaj takoj trčimo na žanr dokumentarnega filma, na žanr televizijskega filma, kaj bomo zdaj podpirali, na kak način. Tukaj direktno potem trčimo na Televizijo Slovenija kot edino monopolno inštitucijo, edinega prikazovalca Slovenije, ki prikazuje te dokumentarce. Trčimo na edinega urednika, ki ima vsakoletno moč odločanja 100 dokumentarnih filmov, 12 portretov, 12 dokumentarcev meseca, 12 esejev. Ta isti urednik ima, torej še za eno leto nazaj, dejansko tukaj je to 33 filmov in še za eno leto naprej. Torej, en človek na 100 projektov eno leto čez, to je nemogoče. Zunaj kako to deluje. Zunaj imamo vedno, imamo urednike, sem tudi imela nekaj koprodukcije, sem sodelovala tudi z nemškimi uredniki in na CDF, in na Dreisat in tako dalje. Zunaj to tako deluje, kot si Hanka rekla. Zunaj imajo urednika producenta, ki ve, bom rekla, o denarju, o predračunih, o koprodukcijah in o vsebinah. In ti uredniki med sabo tudi, bom rekla, na nek način tekmujejo v smislu kreativnega dobrega programa, pri odločanju avtorjev, pri pitchingih in tako dalje, tudi komu denar namenijo. Tega pri nas ni, tudi se v bistvu moramo spremeniti. Oni isto dobijajo po 100-150 projekata mesečno. Za brat. Neki od njih. Ja, za brat. Ampak to je... Ali već to dovoljno posla. Ja, ampak... Jaz pač govorim zdaj o tem, kar mene, po 24, jaz mislim, da bi treba vse deljeno strinati, da ima dejansko vsak filmar, mladi filmari, ki pridejo možnosti 3 različnih osebnosti in urednikov, producentov, da se najdejo v nekemu svojemu jeziku, v tematikah in tako dalje, da se ta stvar, bom rekla, sprosti in tako dalje. Druga stvar je tudi ta, seveda, v koprodukcijah, tako kot ste že rekli, podpora mora biti doma. Ti si lahko, mislim, če nimaš doma podpore, tako kot si rekla, ste vprašali, zakaj bi ti mi dali denar, če nimaš pač, če te doma noveden ne podpira. In se tukaj v bistvu vsa stvar začne. Druga stvar je pa res ta, da se mi zdi, da dejansko ta dokumentaristična ali scenarij imeti, ali scenarij ne imeti, na podlagi česa v bistvu sploh dobimo sredstva, da lahko nekaj naredimo, v katerih fazah. Tudi tukaj bi moralo biti znotraj tega postavljeno tako, da imaš dejansko res različne faze, tudi to, kar sem zdaj prvič slišala na 24 letih Roško, kar se predlagal, mislim, da je to v redu, da je lahko ena faza pri odločanju, mogoče financa tudi ta, da je nekaj že narejenega in da nekaj že lahko pokažeš in da je mogoče to tisto, kar neka komisija potem odloči, ja ali ne. Ampak to bi dalo tudi eno drugo možnost, ravno pri teh novih tehnologijah, ki so zdaj pač, ker se toliko snema in toliko pač imamo možnosti, ne. Drugače pa, to sem v bistvu hotla. In
generalni problem pri nas pa so razpisi, ne? Ker nikoli ne vemo, kdaj bo kaj, ne? In tudi to je pač, to je osnovno, ker itak nimamo, ne? S tem, da moram reči, da zadnje leta ta AV razpis je bilo najboljše, kar je bilo. Ker je bilo jasno, kdaj apliciraš, v koliko času nazaj odgovor dobiš in tako dalje. Mislim, to je osebno moje mnenje. Odgovori, da sem bila zelo presenečena, ker sem pač zdaj, verjetno, ki sem videla vse, kar se je prijavilo na slovenske dokumentaristične produkcije na festival, ne, in da je bilo ogromno zelo kvalitetnih del prav iz tega AV razpisa. Ne. Tako da je dejansko ta razpis prispeval k dvigu ene kulturne ravni nasploh na tem področju. Tako da jaz upam, ne, da bo zdaj, čeprav je zadeva prenesena na Slovenski filmski center, še vseeno zagotovljeno financiranje, ne, da ne bo zdaj to mogoče spet kakšen razlog oziroma opravičilo, da se sredstvi spet malo zamuja in tako dalje, kar je pri nas, na žalost, kar doskrat primer. Čeprav na RTV smo imeli en problem s tem AV razpisom, ker čas od tega trenutka, ko je nek projekt odobren, do časa, ko so na ministrstvu takrat zahtevali že nek rezultat, je bil tako kratek, da v bistvu v tistem času ni bilo možno speljati produkcijo tako, kot bi bilo potrebno. Jaz vem, da sem konkretno bila prisotna pri enem projektu, ki se je že med tem nekako razvijal, potem v trenutku, ko je dobil denar dodeljen, bi bilo treba na njemu še nekaj časa delati, ampak je bilo umetno potem posiljeno, da smo mogli s tem, da smo mogli tega, čeprav ni bilo do konca. Če takoj odgovorim na to dilemo, v bistvu mi vse okej. To so informacije iz prve roke. Mi na Slovenskem filmskem centru imamo zakonsko možnost, da vsako produkcijo podpiramo oziroma, ko podpišemo pogodbo, je rok dokončanja 2 leti od podpisa pogodbe. In pač ne bomo delali tako, kar je ministrstvo delilo, se pravi, da bo pogodbo podpisalo septembra, novembra bo zahtevalo dokončanje film, ampak bomo pač letos upam, da pogodbo podpisali decembra in če bo pač producent rekel, da rabi od decembra 2 leti, da ta film dokonča, bo imel rok dokončanja decembra 2014. Če bo pa rekel, da to je sposoben narediti v enem letu, bo pa to v enem letu. Se pravi, da ta glavna ovira, ki je bila problem, pač pri ministrstvu in pri proračunskem denarju, bo pri nas zanulirana. Se pravi, da ko boš ti imel projekt, boš imel dovolj časa, da se mu boš najprej v glavi posvetil, pa še posnel in si imel čas za zmontirati in ga plasirati. Pač ta privilegij mi lahko ponudimo. Še eno vprašanje oziroma mnenje iz publike. Jaz bi mogoče sem to Boris Petkovič, da se isto dokumentarist. Malo bi mogoče vrnil, mislim, da gremo proti koncu, pa da malo vrnem žogco, mogoče bomo tudi v kako anekdotično smer zašli. Torej, vedno je govora, da naj slovenski avtori poskušamo najti lokalne zgodbe, ki so univerzalne. Torej, jaz pa sprašujem, mogoče tudi gospa Hanka z dolgoletnim izkušnjami na televiziji in seveda Jelka in Joško, ali mi imamo aparat, se pravi v ustanovah, ki delujejo, ki bo sploh znal prepoznati, kaj so te zgodbe, torej, ali razmišljamo, kako bomo ustanovili dobre komisije, ki bojo projekte ocenjevali, ki bojo sploh vedele, kaj je danes sodobni svetovni film, kaj se išče na določenih tržiščih, se pravi, ali sploh razmišljamo o tem, in pa seveda, ali mislite, da na TV Slovenija taki ljudje sploh obstajajo, oziroma ali sploh razmišljajo v tej smeri, ali jim je dost, ker v glavnem na TV Slovenija, ko je film zaključen, tisto eno predvajanje, ki ga bo takrat naredil, tam se interes ponavadi
za ta film uredniki, producenti zaključi, o prodaji, o neki distribuciji ne razmišlja noben. To je težko vprašanje, to damo danje prednost. Jaz mislim, da večina nas sedi v tem prostoru ve odgovor na to vprašanje glede na RTV-ja. Jaz sem še nekaj hotel reči. Jaz mislim, da so tam taki ljudje, ki imajo to vizijo, ampak vem, kako iz lastne izkušnje vem, kako neizmerno težko je ta boj za neko drugačno miselnost. Ker moč ni vedno v rokah teh ljudi, ki imajo to vizijo. Jaz recimo zelo globoko verjamem v Andraža, ki ima to vizijo in upam pač, da pride čas, ko bo imel tudi več moči in da ga ne bo ta cel mlin zmlel, ker to ni enostavno. Od zunaj mogoče sleda, oni se tam nekaj igrajo in ni enostavno. Ampak zdaj si me spomnila, pravzaprav je tle zanimivo primerjati, oziroma bo morda še bolj v prihodnosti zanimiva dva sistema. En je uredniški koncept selekcije, drugi pa je komisijski koncept. Se pravi, Slovenski filmski center ima programske komisije, ki zbirajo filme in je pač direktor potem samo tisti končni, ki projekt odobri ali ne in večinoma pač upošteva, sledi komisijski izbiri. Pri televiziji pa drugače, je pa zdaj tisti en urednik, ki ima moč, ki ima to pravzaprav pooblastilo, da odloči, kaj bo zdaj sofinancirano od prijavljenih projektov oziroma od projektov, ki so televizijski. Ni čist tako, ker ta en urednik tam je, ampak odločitev dokončna ni samo njegova, nikoli. Mislim, to je bolj kompleksno vprašanje in je to... Ampak je ta uredniški princip? Televizija ne uporablja nekih ekspertov, ki bi tvorili komisije, da bi upravili neke kulturne teste. Čeprav je tudi na televiziji, mislim, jaz, ko sem odhajala, sem bila poklicana v neko komisijo, da bi mogla jeti skozi te projekte, ki so prišli na razpis. Ampak na nekaj gre pa mimo razpisa, ne? Ne, sej tudi razpis je bil izveden na televiziji. Nas kdo tukaj verjetno tudi sedi, ki je se prijavil na razpis, pa še zdaj ni dobil rezultata, se pravi, čeprav jaz skupaj si seznanjen, ste vi komisije svoje delo opravili, se pravi, da se je nekje drugje ustavilo. Jaz sem odšla prej. Se pravi, na televiziji sta dva razpisa. Eden je, se pravi, letos bil 3 dokumentacije, mislim, za 3 bo tretji, to je na ključ, to se dela na ključ. To je bil moj pomen. To je ena zgodba. Druga je pa za kinematografsko eksploatacijo, tam pa rezultatov seveda ni. Je bil že februar. Zdaj pa tako, kaj če televizija, recimo tega producentskega, o tem smo se tudi pogovarjali, pa smo dali to premakniti, o tem probamo to premakniti, da je, se pravi, arhiva televizije Slovenije stane 1500 evrov na minuto. Torej, oni pa razpisujejo 25 000 evrov sredstva. Se pravi, če jaz uporabim v filmu 50 minut in 15 minut arhive, sem vas denar dal televiziji nazaj in ne moram biti zastonj. To Miha, tak je. To vrema zdaj mogi rešiti. Jaz pa vrema, da se da to rešiti počasno. Mogoče samo jaz sem bil izredno fasciniran na tem, kaj so moji prijatelji, pač hrvaški producenti, naredili napram HRT-ju. In mogoče bi bilo smiselno, da tudi slovenski producenti enkrat v zgodovini to naredijo, pa lahko Siniša pove, a pa bom jaz, pa me popravi v bistvu. Oni so društvo hrvaških producentov, če se prav spomnim, se je odločilo in sklenilo, da oni ne bojo dajali filmov nacionalni televiziji pod določenim zneskom. Se pravi, če so bili filmi sproducirani pod izven brez pomoči in koprodukcije televizije, so se odločili, da igrani film ima minimalno ceno tok, dokumentarni ima tok, mi ne damo
filma vam za manj kot toliko, koliko so recimo? Oni imaju zakonsku obvezu da moraju 15% svog programa odkupljivati od nezavisnih producenta. Jednom su se našli u problemu. Kršili su zakon. S jedne strane su se susreli sa nama koji smo rekli 65 ljudi koji su u hrupu, niko vam neće prodati film. I onda su počela sa svih strana, pa dajte ovo, pa dajte ono. Jednostavno je postojala Danes sedimo na reviji slovenskega dokumentarnega filma. Kaj je sploh prihodnost slovenskega dokumentarnega filma? Kako vidite, če vsak odhod govori, kam gremo, a smo na točki, ki se lahko kakaj se vas spremeni, oziroma kakaj so vaše predlogi? Ja, ravno zato je to okrogla miza, ne? Hvala Bogu, da ste jo organizirali, da malo razmišljamo o teh točkah. Ne? Jaz mislim, da absolutno zadeve niso črne, niso pesimistične. Jaz mislim, hvala Bogu za tehnologijo, ne? Hvala Bogu, da obstaja pač toliko razvoja na tem področju, da je dokumentaristična produkcija vendarle nekako cenejša v tem smislu snemanja in da je lažji dostop do samih posnetkov. Ne? Zdaj, skupaj moramo pa domisliti, kako pravzaprav stvari postaviti na ta način, da bodo čim bolj kvalitetne, čim bolj... Jaz ne vem, zakaj bi govorila o tem, da mora biti lokalna tematika na univerzalna, če skratka teh kriterijev ogromno. Lahko je popolnoma lokalna tematika, pa je univerzalna ravno zato, ker je glasno prepričljiv posnetka ali pa kitajska. Mislim, te kriterije, to je veliko variant na isto temo. Ne? Važno je, da je kakovostno posneto, da je zanimivo in da je vse skupaj zelo prepričljivo, da je narejen projekt, jaz nisem to, kar sem opazila pri prijavah, ne, da je ogromno dokumentarnih filmov, pri katerih se vidi, da ni bilo pravzaprav researcha, da ravno v tem torej raziskanega predmeta dokumentarnega filma, ne, da je bilo ogromno nekih dokumentarcev, ki so se lotili pravzaprav na pol, morda tudi zaradi pogojev, v katerih so delali te tematike, ne, da niso do konca razvili projekta, tako kot bi ga morali raziskati z več vidikov. Po drugi strani je pa, tako kot sem jaz videla zdaj to produkcijo, drugi pol je pa tist zelo pedanten, zelo raziskan in blazno dolgočasen produkt televizijski. Ne. Skratka, mi imamo pravzaprav zelo polarizirano produkcijo. Hvala Bogu, da imamo na eni strani to že skoraj da gverilsko produkcijo, ta avtorski dokumentarni film, ki si upa in ki bi morda moral biti samo malo bolj ambiciozen v tej fazi raziskave. Na drugi strani imamo pa vendarle to televizijsko produkcijo, ki je tako standardizirana in tako dolgočasna, čeprav zelo poučna, ne, da je lahko samo neke didaktične namene. No. Jaz mislim, da to, kar nas vse tukaj zanima, je ta presežni avtorski dokumentarec in zato držim pesti, da bo veliko Boštjanov in Žigatov Vercev, ki bojo zadeve razvijali v to smer in da bo veliko